SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC-vem podcastu Aktualno. Moje ime je Katarina Matejčič. Današnja tema pa, če nekako na kratko opišemo številke proti realnosti. Statistika, čeprav naj bi bila zelo eksaktna, je prav tako stvar, ki se jo da interpretirati na več načinov. Ko pa to postavimo v neko vsakdanje življenje, v realno gospodarstvo, pa velikokrat ugotovimo, da številke niso vedno res tisti pravi odraz dogajanja. Zato z mano današnji gost je najprej na moji levi Denis Kremljak, direktorica in lastnica podjetja Niros Metal, ki se ukvarja z izdelki iz nerjavečega jekla. Naš mladi podjetnik, soustanovitelj in pa tudi CEO podjetja Delta Hub in pa član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli in hvala, da ste se seveda odzvali. Dober dan. Lepo za. Začnemo seveda z damo. Dolgo ste že v tem, imate zelo razvejeno poslovanje, kar se tiče števila držav, kjer ste prisotni. Res je. Rekli smo, številke prenesejo mnogo. Kaj prenese vaše dnevno poslovanje, vaš dnevni ritem? Številke, kot ste prej omenila, trenutno kažejo malo drugačno resnico kot tista, ki jo mi čutimo v podjetju. Do lanskega marca oziroma aprila smo mi delali res zelo, zelo veliko. Smo imeli srečo oziroma nesrečo, da smo lahko naročila celo odklanjali, ker nismo imeli proizvodnih kapacitet dovolj velikih. Na kar se pa lani na začetku spomladi nekaj zgodilo, kaj konkretno nihče točno ne ve, ker makroekonomske kazalci ne kažejo tega, ampak naša pomembna trgovinska partnerica je Nemčija, ki je čez noč dobesedno potegnila ročno zavoro. Ne eden, ne dva, ampak vsi naši kooperacijski partnerji so začeli preklicevati naročila. To čudno ozračje traja še do danes. Nekateri so celo šli na zmanjšan delovni čas, delali so 2 dni v tednu. Tu so si na srečo že opomogli. Ko jih vprašaš ločeno, nihče ne ve točno, zakaj se je ta upad povpraševanja tudi na njihovi strani do končnega kupca zgodil. Mi smo na posredni oziroma direktni način povsod na vseh trgih vezani z prehrambeno verigo. Kot vemo, jesti smo vedno mogli vsi, pa vedno bomo morali. Ni stvar, ki bi se lahko zelo prilagajala. Tako. In zato je bil ta mini šok še toliko bolj presenetljiv, ker je res bil močen, takojšen in smo ga čutili kot kooperacijski partner in na lastni blagovni znamki prav tako. Vi imate malo drugačno sliko. Kot prvo ste zelo mlado podjetje, leta 2022 ste bili celo finalist tekmovanja za najstartup. Dobili ste tudi od Financ nagrado za najpodjetniško idejo. Torej, mlado podjetje v rasti. Večinoma izvažate v Ameriko, proizvajate na Kitajskem. Torej, vaš vtis, kaj vi vidite, ker recimo imate bistveno manj Evrope, so neka podobna opažanja ali je vaša slika povsem drugačna? Mislim, pri nas je malo drugače, mogoče, ker tudi naša ciljna publika druga. Torej, jaz bi rekel, da naši kupci niso toliko občutljivi na te spremembe, ker pač se fokusiramo recimo na programerje pa dizajnerje, ker so delovna sila, ker ne čutijo nekih teh krčov v gospodarstvu. Res je, da se fokusiramo tudi na Ameriko zdaj predvsem, ampak bolj iz vidika lokalizacije. Smo sicer testirali malo po Evropi, oglaševanje pa to, Pa recimo v Nemčiji nismo zaznali kakšnega upada, da bi bilo karkoli razlike, kljub temu, da nismo lokalizirali. Mogoče Francija pa Velika Britanija so malo bolj občutljive ratale v zadnjem letu. Ne vem sicer zakaj, ampak ja, tam se je poznalo malo
opada. V Ameriki je bilo v lanskem letu in delno tudi letos na začetku kar nekaj odpuščanj, sploh v teh tehnoloških velikanih, verjetno tudi kar nekaj zaposlenih tam so vaše stranke, vaši kupci, vi tega vala odpuščanj niste opazili? Ne, mislim, smo še dosti mlado pa malo podjetje, ampak zaenkrat ne, mislim, dosta ljudje tudi na svoje zdravje, tako da mi se tudi fokusiramo na neko ergonomijo, tako da se mi zdi, da tudi tukaj ni nekih težav pri odpuščanju. Pa tudi ta kader, ki mi targetiramo, se mi zdi, da so hitro zaposljivi, da ne čutijo teh krčov, da bi ostali nezaposleni. Lahko vi postrežete s kakšnim dobrim, pametnim odgovorom, zakaj recimo je Nemčija tako zelo potegnila to ročno zavoro. Dejansko so statistični podatki zelo različni. Ne? Po eni strani, ne vem, sem ravno brala, da so cene stanovanj v Nemčiji na ravni iz leta 2000, gradbeništvo upada totalno, optimizem na evroobmočju se zvišuje, pa ne v Nemčiji, hkrati napovedi za Nemčijo najboljše v zadnjih 2 letih. Te neki kazalniki, ki naj bi šli vse približno v isto smer, gredo tako. Poleg tega, če bi že vsaj šli ves čas tako, grejo vsak mesec malo drugače, se zdi. Odkje ta konstantna nihanja, še vedno smo pri vseh možnih zaupanjih bistveno pod dolgoletnim povprečjem. Kaj je težava? Mislim, Nemčija je težava. Nemčija je v bistvu trenutno bolnik Evrope, da ima reč gledati stacionarno. Torej za leto 2023 edina država G7, praktično pa edina večja država v Evropi, ki je zabeležila rahlo recesijo, torej 2 četrtletji z negativno gospodarsko rastjo. Razlogi so pa, bom rekel, vsaj z vidika nekoga, ki spremlja evropsko gospodarstvo, pa Nemčijo, pa vse te težave v zvezi z njo, dokaj jasne. Prvi razlog je čisto iskreno, da je Nemčija izredno odvisna od ruskega plina, ki vemo, da je bil zelo pod vprašajem. In posledično je pač cena energije v Nemčiji, ali plin ali elektrika, proizvedena iz plina, enormno poskočila. To je pokazalo pač popolno ranljivost evropske industrije, še posebej nemške, na ceno energenta, ki je bil praktično izključno ruski plin, še posebej tisti cenejši. To je bilo treba nadomeščati z recimo ameriškim LNG plinom, ki je nekajkratno dražji. In zato še danes imate, mislim, da je približno 4-krat dražji plin na nizozemski borzi, kot pa pred rusko invazijo v Ukrajini. In to seveda se pozna Nemčiji, se pozna Evropi. Če rečemo malce drugače, pač cena energije v Južni Afriki je še vedno taka, kot je bila pred rusko invazijo v Ukrajini, Južni Ameriki, Srednji Ameriki, Severni Ameriki. Prav tako. Torej tukaj Evropa izgublja na konkurenčni prednosti napram drugim globalno, in še posebej Nemčija, ker Nemčija je res tista, v kateri je severni tok peljal, v kateri naj bi južni tok peljal in tako naprej. In kamor v bistvu prek Avstrije velik del še vedno ruskega plina pride. Tako da tu je težava Nemčije, ena od, jaz bi rekel, 2 ključnih. Ta druga velika težava Nemčije je pa, da so pač zaspali pri elektrifikaciji voznega parka, torej zopet pri preobrazbi njihove industrije. Avtomobilska industrija je velik del Nemčije, in ta se spopada z bom rekel, eksistenčnim bojem. Električna vozila so dejstvo, Tesla, Elon Musk so resna konkurenca. Tesle v veliki večini, recimo Tesle trojke prihajajo iz Šanghaja, z Kitajske, Y delajo v Berlinu, zraven Berlina. Tako da tukaj zopet pridejo noter kitajski izdelki, kitajske baterije, kitajski know-how, torej že prek Tesla, potem pa še prek vseh drugih kitajskih znamk, recimo največja BYD, Build Your Dream, med drugim in drugi. Tako da tukaj je ta težava, bi jaz rekel, generalno gledano, evidentna potem pač v gospodarskih kazalcih, evidentna v razpoloženju, evidentna v upadu industrijske proizvodnje in evidentna v vseh, bom rekel, sentiment, kazalnikih, anketnih indeksih in tako naprej povezanih z Nemčijo. Govorim za nazaj. Najslabše leto v tem kontekstu je bilo v bistvu leto 2022, pa potem do nekje sredine 2023. Od takrat naprej se zadeve bistveno izboljšujejo. Zakaj? Cena energije se je pocenila, torej dobavne verige so se odprle in tudi nemška industrija in predvsem evropsko gospodarstvo je lažje zadihalo. Obrestne mere so dosegle svoj maksimum,
nekako od oktobra lani se pogovarjamo zopet o tem, da se bodo morda malce znižale, kar je zopet veter v jadra številnim podjetjem, ki imajo recimo dolg. Ne. In od tukaj v bistvu zdaj zopet vidimo DAX, torej nemški delniški indeks, na novih in novih rekordih zadnje tedne, zadnje mesece. In od tu v bistvu verjamem, da del optimizma. Ne, saj, če gledamo finančne inštrumente, delnice, konkretno, lahko kar nekaj optimizma mogoče pa vseeno najdemo. Ne. Za Evropo tudi za... so optimistične, tudi tako rekoč povsod, ne. Z izjemo delno Kitajske, pa še tam je odvisno od dneva oziroma tedna, ne, drugače pa... Kitajska je pa ravno, bom pa rekel, je pa obratna zgodba od globalne zgodbe, kjer je prevladuje Amerika, IT sektor med drugim, ne, kjer, če ste prej omenili odpuščanje v letu 2022, ne, leta 2023 ni bilo odpuščanje, je bilo zaposlovanje za umetno inteligenco, za kreiranje teh velikih jezikovnih modelov in tako naprej, skratka specifična znanja in zopet nova zgodba o razvoju tehnologij, nova zgodba o zagonu teh podjetij. Vi ste rekli, lani spomladi, približno tak čas, je od takrat se stvar že kaj izboljšala, rekli smo v bistvu, upajmo, da vsaj kar se tiče Nemčije, najslabši čas je za nami, kaže se nek optimizem počasen, čutite ta optimizem, se vam kaj izboljšuje? Čutiti ga še ni. Upam, da se bo kmalu to tudi poznalo na realnem sektorju. Se je izboljšalo na ravni povpraševanj. Ljudje so se zbudili, ampak so še vedno močen krč je še vedno v zraku. Predvsem pri nas, kjer je stvar, ali boš kupil ali ne boš kupil, investicijskega pomena, se pravi, da to ni hitro kupljivo, no? Potegne za sabo nek proces in vidim, da še vedno se v strahu čaka, kaj se bo zgodilo. Naročila še ne letijo, pa jih iskreno povedano do jeseni tudi ne pričakujemo. In ta krč, kar se tiče investicijskega kupovanja, se ne čuti samo iz Nemčije. Mi ga vidimo tudi na ameriških tleh in v Avstraliji. Kakšen razlog, zakaj, rekli ste za Nemčijo, niti sami ne veste čisto dobro, zakaj, kakšen bolj jasen znak, zakaj se to dogaja v ZDA in v Avstraliji? Iz Avstralije smo dobili pač signale, da njih je sama covidna kriza mal preoblikovala, oni so jo popolnoma drugače dojemali kot mi in so se kot celotna država so se mal v drugo smer obrnali, ampak se že zbujajo, tam so že dobri znaki. Dočimer Amerika, kljub temu, da borzni indeksi govorijo svojo zgodbo, se mi pa zdi, da je še slabš kot pa Nemčija. No? Pri vas Kitajska, omenili smo Kitajska, predvsem tudi na nepremičninskem delu, precejšnja katastrofa, ne samo, da propadle družbe, pa ljudje zaprti in podobno. Se zna to razširiti naprej tudi na manjše lokalne banke. Vi kakorkoli to čutite, mogoče posvečate temu malo več pozornosti, ali ste tako ločeni od vsega njihovega dogajanja, tudi oni so COVID zelo posebej preživeli za razliko od vseh nas, da v bistvu te njihove težave na vas ne vplivajo? Mislim, mi ne prodajamo toliko na Kitajskem, razen prek distributerjev, ki sicer kažejo neko rast, tako da tudi azijski trg recimo se nam ojačuje prek distributerjev. Zaenkrat pač nimamo toliko dobrih logističnih poti, da bi pač sami urejali, ne? Ampak nepremičninski trg mogoče ne vpliva toliko na nas. Sigurno pa pač, kot je rekel, ne pomaga, nam pomaga, ko proizvajamo na Kitajskem ta hiter razvoj Kitajske, da lahko še boljše pa kvalitetnejše izdelke delamo. Kakšne težave na dobavnih poteh? Veliko se je govorilo sploh zaradi napadov v Rdečem morju, da se dobavne poti podaljšujejo, da se podraži seveda ta pot. Vi to kaj čutite ali niste tako zelo odvisni day to day, da bi zdaj vam 14-dnevna zamuda zaradi obplutja Afrike pomeni kakšen večji zastoj? Zelo pred kratkim nam je naredil ta zastoj.
ta vojna povzročila, da to plutje okoli Afrike, dejansko kak mesec brez zaloge, oziroma smo mogli malo zmanjšati prodajo. Ampak ok, zdaj delamo na tem tudi, da bomo na Kitajskem vzpostavili pač skladišča, ne, da iz tam prepošiljamo robo torej po Aziji, ker ja, pač te zamude dosta vplivajo, no, tudi na našo rast. Pa tako si rekla, stroške, mislim, na srečo imamo dosti mali produkt, tako da za te nujne zadeve, ker zaloge dosti malo damo na letalo, ampak ja, tisto, kar je pa večje zaloge, pa na ladji, je pa zelo kar bilo malo kritično. Odkje zato vsi svetovni indeksi, več ali manj borzni, tako cvetijo, so na rekordih, ne vem, S&P je najviše po letu 70 ali nekaj takega, DAX, kljub, ne, skozi poslušamo Nemčija, bolnik, raste izjemno. Odkje ta optimizem je res toliko zelo na ta nek tehnološki sektor vse usmerjeno, da to res poganja, ali je to prenapihnjeno, ne, vedno si pravi, kar gre gor, je treba enkrat iti dol, nikoli ne more iti samo gor. Kaj se v bistvu dogaja? Ker slišali smo, ni povsem realne osnove. Ta prva osnove je treba razložiti osnove. No. Finančni trg vedno gleda nekje 6 do recimo 10 mesecev v prihodnost. Torej, finančni trg ni koliko je zdaj naročil v podjetju, ali pa še posebej ne koliko je naročil bilo v podjetju. Finančni trg vedno poskuša ocenjevati, koliko bo naročil čez pol leta v podjetju in koliko bojo prihodni dobički, torej čez pol leta in naprej. In na osnovi tega se potem, bomo rekli, cene spreminjajo. Ne? Torej v bistvu lahko je, in pa še nekaj treba vedeti, ne? Cene grejo lahko navzgor na finančnih trgih, tudi če je situacija še vedno zelo slaba. Rabi biti samo malce manj slaba, kot je bila prej. Napovedi. Ne? Torej, tukaj je ključno, zakaj je bilo leto 2023 v bistvu na borzah fantastično, daleč nadpovprečno. In razlog pa ni v tem, da so fantastični rezultati in da smo vsi srečni, pa vsi polna naročila, da imamo, ampak enostavno ni bilo tako slabo, kot se je pričakovalo pred tem. Ne. Vsi smo govorili na finančnih trgih, generalno je bilo pričakovati recesijo, pogovarjali so se, kako bo globoka, višje obrestne mere, nemške nepremičnine, nemške poslovne nepremičnine, ameriške poslovne nepremičnine, ameriške manjše banke so propadale, ne, Silicon Valley in tako naprej. Tako da, tukaj je bilo en kup enih in menda še ni čisto problemov, nekateri. Drži. Ampak ni tako hudo, ne, to hočem razložiti, ni tako hudo, in predvsem se ni tako, bom rekel, razplantelo širom gospodarstva, ampak je zaenkrat dokaj, bomo rekli, omejeno. Ne. In zato je bolj pozitivno. Tako kot smo se, recimo, če karikiram, na začetku ukrajinske invazije, ne, torej ruske invazije v Ukrajini, bali, da bo se bo razširilo to in da bo šlo v nek skoraj da ne globalni spopad, smo ugotovili, da je sedaj ta vojna zelo pod kontrolo, zelo nadzorovana, zelo omejena in da v bistvu v zadnjem času nima nekih globalnih res posledic. Torej, na nafto, recimo, ruska nafta pač gre po celem svetu prek drugih kanalov, ampak gre. Ruski plin ravno tako gre. Ruski plin še v Evropo vedno prihaja. Še vedno prihaja prek Ukrajine, ne? Kar je malo absurdno po eni strani. Ampak vse to ne, kaže na nek omejen konflikt oziroma posel kot običajno. Ne? In to je vsekakor bilo pozitivno oziroma boljši razplet, en bolj optimističnih, pozitivnih razpletov, kot smo pa recimo leto pa pol nazaj razmišljali ali pa generalno pričakovali. In tu je ta pozitivizem, ne nujno iz ogromnih naročil, presežnega dela. Čeprav tudi tukaj bi rekel, ne, sodeč po gospodarskih kazalcih, ne, recimo brezposelnosti. Brezposelnost v evroobmočju je na rekordno nizki ravni. Kar obstaja evro, ni bilo tako nizka brezposelnost. Mimo grede enako velja za Slovenijo. Kar imamo svojo državo, Slovenci, ni bilo tako nizke brezposelnosti in tudi ni bilo, mislim, da ne tako visoke rasti plača. 9,6% od 2023 neto plača v plus, ne, to je res izjemna številka. Ne. Tako da težko je zdaj klele posploševati, ne, pa reči, da je z vidika ene industrije njena usoda na enem trgu, ne, da je to zdaj pa globalni delniški trg se moti. Ne. Pazljivo, globalni delniški trg je zelo veliko kapitala, zelo, bom rekel, saj povprečno pametnih ljudi, no, ki cel dan tuhtajo, kje smo in kam gremo, ne, in to je njihova služba. In zato so cene take, kot so, ker se pričakovanja premaknejo. A so pričakovanja fantastična? Ne. Tega delniški trgi ne govorijo. Še posebej tega ne govorijo obvezniški trgi. Ne. Tam se pričakuje
rahlo nižanje referenčnih obrestnih mer centralnih bank, tam se pričakuje rahlo poslabšanje gospodarske situacije. Je pa res, da delniški trgi se ne strinjajo z obvezniškimi, dajmo tako reči. Delniški so bolj na startupih, bolj na tehnologiji, bolj na Nvidii, umetni inteligenci, bolj na Facebooku, skratka na vseh teh zgodbah, ki prinašajo nove daljnosežne spremembe v družbi in potencialne tudi nagrade in dobičke. A je to balon? Bomo videli. Vsekakor je pa zelo visoko vrednotenje. Tako bi jaz zaključil. Vi imate tudi nekaj kredita raste, ste na ta način, ste kakorkoli zdaj upravljali v času teh visokih obrestnih mer, ali ste imeli srečo, pa ste v bistvu vzeli kredit večinoma še po fiksnih obrestnih merah v času, ko so bile še na zgodovinsko nizkih ravnih? Ja, v bistvu mi zdaj rastemo glih, ko so se obrestne mere začele dvigovati, ampak malo smo tudi državno pomoč izkoristili oziroma od podjetniškega sklada subvencionirane obrestne mere. Pa ko smo visoko razvojno podjetje, smo dobili pač zelo nizek pribitek zraven Euribora in to je to. Tako da to nam kar koristi. Fiksna ali variabilna? Variabilna, torej 0,3 pribitka plus Euribor. Tako da se veselimo, da bojo začeli nižati Euribor. Boste refinancirali torej, ko se bo dalo? Ne, bomo kar pustili. Mi da sva govorila predvsem o tem, kateri trgi so tisti, kjer ni najbolje. Glede na to, da ste na več kot 30 trgih, verjetno pa je kakšen tudi pozitiven, s kakšnim pozitivnim znakom, sporočilom, z nekim optimizmom. Kateri so taki, recimo? Presenetljivo je najbolj optimistični trg trenutno bližnjevzhodni. Emirati, Saudska Arabija z okolico. Od tam veje že nekaj mesecev velik optimizem, padajo tako povpraševanja kot naročila. Tisti del zgodbe mi je všeč. Presenetljivo pozitivno staja izraelski trg. Pa iskreno v podjetju se že nekaj tednov pogovarjamo, pa vedno čakamo, kako dolgo bo to še trajalo, pa še vedno traja. Tako da očitno tudi tam lokalno zadeve tečejo drugače, kot mi gledamo. Južna Amerika se sprošča. Južna Amerika se sicer zelo počasi zlagoma postavlja na noge in tam vidim, da bo čez nekaj let zadeva zopet cvetela. Kaj pa Rusija? Že ves čas ste prisotni tudi tam. Kako se vam pozna ta dvoletni spopad? Rusija je nam, bom rekla, boleča točka. Mi smo z njimi smo delali zelo lepe projekte, velike projekte, pomembne tako za njih kot za nas, ki so se pa ne samo zaradi ukrajinsko-ruske vojne, niso se zaključili, ampak pač Evropa si je tu malo džagala vejo, na kateri sedimo, zaradi tega, ker mi njih potrebujemo, oni nas ne tako zelo. Na našem področju so oni sami izpostavili lokalno podjetja, ki ne bom rekla, da so tako dobra kot naše, ampak seveda ne, tako bi lahko bili. Tako. So se pa Rusi povezali z vzhodom. Njim danes, vsaj po naših informacijah in kar vidimo in slišimo, ne manjka nič. Res pa je, da so se jim blagovne znamke zamenjale. To je pa zaenkrat ta zgodba. Mi vrat ne bomo zaprli, kdaj bomo lahko pa spet nas težaj odprli, pa ne vem. Je pa še vprašanje časa. Prej ste že govorili, da o tem, da trgi vedno gledajo naprej, da so to cene, kjer so že ukalkulirani vsi mogoči dogodki. Tudi centralni bankirji naj bi gledali precej naprej. Sicer je na nekem zasedanju, kjer so bili vsi centralni bankirji, Pavel rekel, da vse, kar so se v zadnjih 2 letih naučili, so se naučili, da do zdaj niso vedeli nič. Pa vendarle, recimo, da so se zdaj v teh 2 letih spet nekaj naučili. Pričakovanja analitikov so bila sploh za FED, da bodo letos znižali obrestne mere kar 6-krat, predvidoma prvič že zdaj marca. To se seveda ni zgodilo.
nekateri so upali, da bo šla Evropa toliko prej, kot je šla z zviševanjem za Fedom, seveda tudi še nismo tam. Kaj to pomeni? Inflacija naj bi se zniževala hitreje, kot so napovedovali. Recesije ni bilo, ker so rekli, raje recesija, kot da inflacija ostaje na res ekstremno visokih ravneh. Torej, te napovedi se niso uresničile. Kaj torej njihovo čakanje v bistvu pomeni za realni sektor? Mogoče začetek glede prvega dela, pričakovanja. Finančni trgi, gledajo 6 mesecev naprej, ampak finančni trgi se pogosto tudi zmotijo, kaj bo čez 6 mesecev, ker tudi oni ne vejo, kaj bo v prihodnosti. In torej, običajno se gleda čez 6 mesecev naprej po osnovi danes znanih nekih tirnicah, kam gremo. Seveda pa vmes dogodki kot pandemija, kot invazija in podobno, ali pa nenaden skok inflacije drastično spremenijo smer teh tirnic. Torej, prihodnost je neznana, pika. To pa ne pomeni, da se delnice ne bodo obnašale na osnovi tega, kam mislimo, da bomo prišli čez 6 mesecev. Okay? Torej, to je kontinuirana, bom rekel, igra oziroma strategija, kje bomo čez 6 mesecev in ni zapečena. Torej, kar se tiče centralnih bankirjev, tudi oni probajo malce videti v prihodnost, v resnici tudi oni nič ne vidijo v prihodnost. Kar se tiče, kaj so se naučili? Naučili so se, da ne ignorirajo podatkov. Leta 2022-2021 še posebej so ignorirali polno odprtje gospodarstva po koroni, po pandemiji, in to je pognalo navzgor inflacijo. In zato, ker je bilo prej tako slabo in gospodarsko gledano, in zato, ker prej praktično od 2007 ni bilo inflacije, je bila deflacijska grožnja, so bili veseli te inflacije in so rekli, da je prehodna, naj bo nekaj časa višja. Seveda jim je zbezlala na 10+ % v zahodnem svetu in potem so mogli vse svoje besede pojesti, da je prehodna in da bo kmalu se umirila in tako naprej. In to je ta lekcija, ki ste jo omenili. Kje smo zdaj? Zdaj smo pa v tem, da imamo rekordno zaposlenost, da imamo rekordno rast plač, tako v Ameriki kot v Evropi, in inflacijo, ki se znižuje. Ja, ampak zakaj se znižuje? Znižuje se predvsem zaradi tega, ker je na ponudbeni strani se marsikaj spremenilo. Torej, ponudbeni šoki, ki so se zgodili ali zaradi pandemije, kot ni bilo kitajskih izdelkov, ker ni bilo ladij, ni bilo avtomobilov, ker niso mogli narediti avtomobilov, ker so bile tovarne zaprte in ni bilo kitajskih sestavnih delov in tako naprej. Potem so bili avtomobili recimo zelo dragi. Potem, če gremo naprej, smo dobili Ukrajino. Ja, Ukrajina proizvede ne vem koliko procentov, recimo žita, pa ne vem koliko je ena od 5 ali 4 svetovnih žitaric, in sončnično olje, recimo, ena od ključnih proizvajalk. Tako da smo imeli potem paniko glede pomankanja hrane, hrana je bila tisti faktor za tem. Tako da te šoki so se umirili, te šoki so zdaj za nami in to je izpadalo ven, bom rekel, iz inflacije. Na drugi strani imamo dobro gospodarsko sliko, ki se kaže v rasti ceni storitev, ki se kaže v rasti plač in to v rasti pokojnin, recimo, in to v bistvu že se samo po sebi nekako zagotavlja neko pozitivno, neko zmerno inflacijo, če se bo tako nadaljevalo. Vi ne morete imeti rasti plač 9,6%, pa rasti vsako leto usklajevati pokojnine za 8,8-8,2%, kot v Sloveniji zadnje 2 leti, pa reči, da ne pričakujete inflacije nad 2%. To enostavno ni realno. In v tej situaciji smo zdaj. In težko je zdaj oceniti, koliko časa bojo te više plače, više cene storitev nekako ugrajene, se bojo še nadaljevale. Ekonomisti temu pravijo plačno-inflacijska spirala, recimo. In kako hitro se bo ta proces zaključil. Po drugi strani imate pa lahko še en drug šok. V enem smo danes že kar precej govorili, kar naenkrat ni bilo več kontejnerjev iz Kitajske, so mogli iti okrog Južne Afrike. In to je že samo po sebi podražilo dostavo izdelkov in izdelke, ki so tukaj na voljo. Tako da en kup dejavnikov je, ki lahko pripeljejo zopet do tega, da se bomo o inflaciji pogovarjali. Kot ključen dejavnik je pa fiskalna politika največjih svetovnih gospodarstv. Vidimo, da ima Amerika ekstremno ekspanzivno fiskalno politiko, tako imenovani Inflation Reduction Act, skratka spodbujanje domače proizvodnje, domače industrije, torej ne globalizacija, ampak deglobalizacija, torej ne tuje, ampak domače.
In tukaj grejo oni predvsej v ekstreme in rezultat vsega tega je pač tudi, bom rekel, inflacijski pritisk. V Evropi podobno, ampak manj močno, manj izrazito, kar je razlika od Evrope, morda pa Amerike. Morda tukaj se bomo pogovarjali v naslednjih mesecih ali pa letih, kakšen odstotek BDP-ja bodo države namenile za obrambo. Vemo, da je bilo to ekstremno nizko zadnjih 30-40 let, ne, zaradi zanašanja na ameriško pomoč oziroma NATO-vo pomoč. In če se to prekine iz kakšnega koli razloga oziroma se želi vzpostaviti resno neko obrambo, so to resni zneski, je to resni naporne. In če smo že pri mogoče temu delu borze, ne, ena najbolj rastočih nemških delnic recimo je Rheinmetall, ne. To je orožarska industrija, če rabite tank narediti, morate njih poklicati, ne. Njihova delnica recimo je ena najbolj rastočih v letošnjem letu, kot zanimivost. Tako da tukaj bom rekel, ta področje razmišljanja, kaj se lahko zgodi z inflacijo, z obrestnimi merami, bi jaz rekel, je zelo odprto. Ampak kje smo trenutno? Inflacija se je znižala z 10% na 2,6%, osnovna inflacija v evromočju je 3%, plače rastejo po 5,5% na drugi strani v evromočju. Torej, to so številke, ki malo ne grejo skupaj in eno bomo mogli prevagati. Ali bomo šli z inflacijo nazaj proti 4-5, ali pa bojo plače mogli nehati rasti. Kaj bo prej, ne vem, običajno pa to ne gre. Znižanje inflacije je običajno postopno, skok inflacije je pa ponavadi hiter, še posebej, ki ga sproži zunanji šok, ne, tako kot v tem primeru. Tako da naše pričakovanje konkretno v naši družbi je, da se bomo o inflaciji še nekaj časa pogovarjali, to pomeni nekaj let. Razlog pa je enostavno v tem, da imamo rastoče plače, rastoče cene storitev in vse večje proračunske primanjkljaje in izdatke za spodbujanje domačega gospodarstva. Pa je to zelena transformacija, zelena energija, jedrska energija, ali pa je to obramba Evrope. Nič važno, v bistvu, važno je, da ta denar v bistvu pljuskne v gospodarstvo in potem povzroči drugi in tretji in četrti val in na koncu se to pozna tudi v inflaciji. Torej, čipi ali tanki, tlele, kje smo. Zelo zaželeno. Umar je, če se ne motim, ravno danes dal podatek ven, da je pričakovana rast plač za letošnje leto 6,9%. Kako to vi vidite pri vas? Dejansko sledijo temu, morda dvigate še več? Zdaj so prišli tudi ven recimo prvi podatki o regresih za letošnje leto, ogromno podjetij da več, kot je zahtevano, kar pomeni, da tudi na ta način nagrajujejo svoje zaposlene. Torej, tudi vaše plače rastejo tako hitro? Bi si želela, ne morejo. Nimamo nikogar, tudi v proizvodnji nikogar nimamo pod minimalno plačo, smo uskladili zadnje zakonodajne zahteve, ampak ne, tako visokih plač, kot jih bi jaz rada dala mojim ljudem, in pač ne moramo dati, zaradi tega, ker so vsi stroški visoki. Poleg tega, da ne moramo slediti galopu določenih trendov, ki nam jih narekuje trenutna zakonodaja. In zdaj, ko ste omenili ta procent, me malo stisnilo, zaradi tega, ker nimamo vsi sreče, da delamo tanke in čipe, kjer lahko ceno prosto določamo, ampak so trda pogajanja na trgu tista, ki nam določijo ceno, ki ne omogoča tako visoke rasti plač. Vse kot je kolega omenil, v zadnjih nekaj letih smo rasli po 9, pri nas mislim, da v zadnjih 10 letih, da so se plače dvignali več kot 20%, ampak tega tempa ne moremo slediti. Ne gre. Kako je pri vas? Vi ste visokotehnološko podjetje, to so kadri, ki jih je še nekoliko teže dobiti, še bolj so fleksibilni, pripravljeni iti tudi v tujino ali pa delati nadaljavo in podobno. Imate težave s kadri in predvsem, ali jih lahko plačate sploh ob naši davčni politiki? Ja, mislim, mi bi jih zagotovo želeli malo več plačati, ker pač vemo, kakva je situacija na trgu s temi kadri. Imamo prednost pač, ker smo startup, torej ne vem, tudi ta ambient, da ni korporativen svet, malo pomaga, da je lahko malo nižja plača, da pač ta work-life balance pretehta v bistvu to plačno nesorazmerje, ampak se pa trudimo, da vsak let zvišamo
zadost plače vsem kadrom. Bo šlo leto za 6,9 nominalno, kot napoveduje Umar? To ja, mogoče celo malo več, ampak se pa poznano. Torej ne moramo prilagajati cene izdelkov, da bi izdelke za to podražali, ker imamo neko pač že premium ceno, pa je še zmeraj dosta vplivano. Če bomo podražali izdelek, bi znali tudi upadi prodaja, ker pač cenovna elastičnost malo tam. Umar je podatek, sicer, da se bojo plače nekoliko več dvignile v zasebnem sektorju kot v javnem, pa vendarle bo vseh teh pogajanjih ob poskusu vlade, da se spogaja, pa na drugi strani vsem kontrolira inflacijo. Je to sploh mogoče, mislim, ob vsem tem, kar se nam v tem trenutku dogaja, ob vseh zahtevah, kako dejansko brzdati inflacijo? Mi smo bili pred letom in pol, oktobra, novembra, pod povprečjem Evropske unije, kar se tiče inflacije, kar se takrat minister za finance in premier zelo rada poudarjala, potem se je pa to zelo hitro obrnilo in od takrat naprej smo nad povprečjem, sicer nismo med najslabšimi, smo pa nad povprečjem EU-ja. Takim dodatnim pritokom denarja, tako gospodarstvo kot v javni sektor, je nemogoče brzdati inflacijo. Oziroma jo brzdaš bistveno počasneje kot nekdo, ki zategne pas. Zdaj, če pogledamo Slovenijo od korone naprej, pa enostavno so bile zelo obsežne državne pomoči, fizičnim osebam, podjetjem in tako naprej, relativno po Evropi podobno, ampak potem je bilo pa ključno, kam je šla ta pomoč. A je šla vsem, torej recimo za ceno drage elektrike, vsem gospodinjstvom kot v Sloveniji, ali samo socialno šibkejšim, kot naprimer v Grčiji. Recimo. In od tega je bil ukrep ciljno usmerjen, torej da podpre tistega, ki je zaradi tega problema sedaj v škripcih, ali kar vse povprek recimo popravljamo, čeprav morda nekaj za popraviti. Od tega je bilo pol odvisno, koliko hitro se v bistvu inflacija vrne v osnovni okvir, ko prvotni problem izgine. Zdaj pandemija ni več, mi inflacijo še zmeraj imamo. Del razloga je tudi v subvencijah gospodinjstvom, podjetjem, ki nimajo več nobene veze z pandemijo, še vedno jih pa imamo, recimo kako smo regulirali pa deregulirali samo benzin in nafto, dizel. Vsak uporablja to. Pa potem pridemo do elektrike in vse to se še vleče, v bistvu ta regulacija še vleče iz pandemije in to je malce čudno. Skoraj bomo pozabili že na pandemijo, še vedno imamo pa ukrepe od takrat in vse to še vedno vpliva. Drug vidik je pa, koliko je vlada zopet ciljno usmerjena pri reševanju tega, da inflacija povzroči težave pri kupni moči. Ali gre na reševanje res šibkejših, socialno šibkejših, ali zopet vseh. Ko vi dvignete pokojnine za 8,8%, jih dvignete tudi najvišjo pokojnino za toliko. In na osnovi tega dvignete tudi marsikaj drugega. In ko pa dvignete samo najšibkejšim, potem pa tega ne povzročate in tako naprej. In zdaj, države, ki so šle bolj v eno smer, ali pa države, ki so šle malo bolj v drugo smer, imajo pač različen učinek. To recimo se danes vidi napram, kjera pot je boljša, pravim sam, da zaradi tega, ker imamo bolj široke ukrepe, pa vmes se je zgodila še poplava, še te rekonstrukcije, seveda tudi, dajmo to popraviti, pa naj stane, kar hoče z vidika ust države, ne pomeni, da bo prerasla neka inflacijski sunek, se pač pozna. Zdaj pa vemo, da so težave pri še tistih, ki bi radi, ki jim plače niso zrasle. Ne? Oziroma mislijo, da jim niso dovolj zrasle, ker zrasle so vsem, kot smo ravno kar ugotovili. Nekaterim bolj, nekaterim ne, ampak tistim, ki niso dovolj, bi seveda sedaj prislonili svoj lonček zraven, ali so to, en dan so zdravniki, drug dan so tele upravne enote, tretji dan je morda pri zasebnikih kakšna težka debata in tako naprej. Tako da, kar se pa tiče, kje bo bolj, običajno država prej dvigne pokojnine, pa javnim uslužbencem, potem pa sledi zasebno gospodarstvo, ker neka malo večji odpor je pri zasebnikih, da bi kar dvigovali plače. Na koncu pa seveda jih morajo dvigati, ker sicer pač nimajo kadra. Vse državna blagajna se nekoliko lažje zadolžuje kot podjetja. Rekli ste, verjetno ne boste uspeli toliko zvišati plač, veliko je drugih stroškov in višajo se, recimo s 1.7. pride še nov omrežninski akt za podjetja, nekateri pravijo, da
jih to postavlja v zelo nekonkurenčen položaj v primerjavi z ostalo Evropo, ker vsi pričakujejo, da so se cene energentov znižale, torej pričakujejo kvečen kakšen odpustek in ne dodatno ceno. Uspevate kaj od tega preliti v končno ceno ali ravno zaradi te pomladanske zavore ne gre? Ne več, že tudi pred pomladansko zavoro nismo več mogli, zaradi tega, ker energetske subvencije reševanja in državne pomoči so nam že lani povzročile nemalo preglavic, ker vsako podjetje se spogaja, kakor se spogaja. Mi smo bili pri ceni električne energije čisto zadovoljni z lastnimi pogajanji našo ceno, na kar je prišla državna pomoč z zakonom, ki nam je ceno dvignila. Zelo. Zdaj ta omrežninski dodatek, ki prihaja, mi smo naredili neke kalkulacije, pa ocenjujemo tam med 120 in 130% višjo omrežnino. Že procent pove, tega na izdelek ne moč prevaliti. Argumenti, zakaj pri nas elektrika še vedno ne pade, so nam že lani pošli, da ta dodatna podražitev. Že evropski partnerji ne razumejo. Nekomu iz drugega kontinenta pa tega sploh ne moreš. Amerike ali pa Afrike. Njim pa ne moreš to razložiti, ker oni pa dejansko ne razumejo sploh, kako je to mogoče. Kaj sploh je omrežninski? Že tam večina slovenskih podjetij ni še čist prišla samo tam. Kako je pri vas? Vi ste vseeno popolnoma drug tip podjetja. Kako vam rastejo cene? Kako to prelivate? Je višja cena predvsem posledica vaše prepoznavnosti in tega, da rastete? Ali seveda tudi dviga kakovosti, kaj je tisto, kar vam uspe dejansko dvigniti in upravičiti pri strankah? Mislim, imamo srečo, da je cena elektrike samo na pisarne vplivala, sicer se je tudi kar konkretno poznal za pisarniško dejavnost v Sloveniji. Na Kitajskem smo imeli sicer malo obratno situacijo, se je začel že podraževati, prednje je bila inflacija tle, a surovine zdaj pa se podcenjujejo surovine spet, tako da nam je mogoče malo boljš. Kar se pa tiče, da prelevimo, pač iščemo optimizacijo ali na logističnih stroških, da prišparamo kaj težko odnoter v izdelke. Vse poskušamo tudi narediti čim bolj vrhunske izdelke, damo vse, torej imamo embalažo, premium, pač najboljše materiale uporabimo, tako da upravičimo malo to ceno, ampak vseeno je potrošnik tisti, ki pa mogoče malo se zamisli, bi res plačal tiste 5 ali pa 10 evrov več na produkta, ker ti, ne vem, kak kitajski temu prije na trg, pa oglašuje izdelke pa 1 evro. Je pa ta kar težavno. Se vam to kaj pozna, da delo od doma še vedno vztraja? Ravno zadnjič sem brala, da do leta 2040 bo recimo v Nemčiji 20% vseh poslovnih nepremičnin praznih, zato ker 69% podjetij je to ohranilo seveda v nekem omejenem obsegu, recimo en dan na teden ali pa 2 ali pa za določen del. Je to za vas, da se dela od doma plus, ali se vam zdi, da vaše stranke več kupujejo, če delajo v pisarni, pa je to en del pisarniške opreme? Ja, ko se je začel COVID, se je zelo poznalo to delo od doma, predvsem v Ameriki, ko so podjetja dala pač zaposlenim nek budžet, da si ergonomsko uredijo delovna mesta. Tle v Evropi bi rekel, da se ne pozna to, ker vse en delovna mesta dosti pavšalno si doma uredijo zaposleni. Tako da se pozna sicer razlika dela od doma v Ameriki pa v Evropi, kar se tiče neke ergonomije. Tako da tam dosti več zapravijo za svoje zdravje. Aha. Torej, radi trpimo, ali kaj Evropejci, ali kako? Ne, mi imamo že prej dobro urejeno. Aha, ok, upam, da res. Upam, da res. Prej smo govorili tudi o globalizaciji, rekli ste, Amerika želi biti čim bolj ameriška. Samozadostna, ampak vendarle živimo v globalnem svetu. Če pa se malo spremlja, če se vrnemo k centralnim bankirjem, njihove odločitve pa tako včasih se ti zdi, kot da živiš v vzporednih svetovih. Japonci so prvič po 17 letih dali obrestno mero iz negativnega območja od 0 do 0,1. Torej po 17 letih, mi se komi spomnimo COVID, kaj je bilo pred 17 leti. Švicari so tudi že prvi znižali
za 25 bazičnih točk. Rusija na drugi strani ostaja pri 16%, medtem ko recimo, da angleška centralna FED in ECB tam nekje z razliko parih mesecev relativno usklajeno delujejo. Malo se zdi, kot da ne živimo v istem svetu, ne? Tudi kar se tiče obrestnih mer. Jaz večino časa živim v Ljubljani, pa malo na Krku, pa mogoče kdaj smučati v Avstrijo. Tako da z mojega vidika evroobmočje, torej Frankfurt, in kar se dogaja z evrskimi obrestnimi merami, daleč najbolj definira, bom rekel, moje življenje, predvidevam, da je tudi sicer podjetniško življenje v Sloveniji. Tako da jaz bi se na njih sfokusiral. Kar se pa tiče Japonske, Kitajske, recimo Rusije, Turčije ali pa Amerike, je pa zelo zanimivo to spremljati in videti, kaj vse je možno, ne? Torej, da ni, da je naša realnost edina pravilna. Ne? Ko spremeniš predpostavke, smo kar naenkrat v evroobmočju imeli 10% inflacijo in zdaj imamo 4% obrestno mero in vsi kričijo, da je previsoka. Ne vem, nisem ravno prepričan, da je previsoka, glede na to, kar smo ravno kar dali čez. Ne? In imeli smo tudi še precej višje. Tako da ni to, da se ne bi spomnili, oziroma zelo kratek zgodovinski spomin imamo, to je predvsem problem. Tako, in se kar nam odgovarja. Ja. Tako, in spomnimo se za svoje okolje za nekaj časa nazaj, omejeno. Ne? In sodeč po tem, prej smo bili od 2009 naprej v bistvu v okolju nizkih ali pa negativnih obrestnih mer in zato zdaj takoj, kar rečemo, Nemčija se je malo prehladila ali pa malo so slabši kazalniki, gremo nazaj v negativno območje. Ne, ni nujno. Ne. Imeli smo cela 90. leta in tudi zdaj, pravilno si omenila pač različne situacije po različnih koncih sveta zaradi različnih razlogov in lahko se marsikaj spremeni in pridemo zopet na to, da mogoče pa bomo imeli zopet 7% na slovensko državno obveznico. Zakaj pa ne? Ni nemogoče. To je bilo 2013, tako da niti ni to neka prazgodovina. Ne, se še spomnim. Tako da to je možno. Obrestne mere pa generalno, če kdo trdi, da so danes visoke, tudi danes se tukaj pogovarjamo, da so visoke, bojo malo nižje. Euribor je pod 4%, plus 0,3 ni veliko, ali 0,2. Skratka, to ni veliko. Nič tako. Običajna številka je 1,5 ali pa 2 pri bankah. Zdaj, če rečemo, plače bojo šle 6,9% gor, naslednje leto pravi Umar, lani so šle 9,6%, a obrestna mera mora biti pa 4,1 recimo pri vas. To ni velika številka, relativno na rast plač ali pa inflacijo v zadnjem obdobju. Torej, to ne spodbuja varčevanja recimo pri konkretno nekom, ki ima tako nizko v bistvu danes obrestno mero. Tako da posledica tega je, da realne obrestne mere v bistvu v evroobmočju, tudi v Sloveniji, niso visoke, prej obratno. Če kupite 10-letno inflacijsko zaščiteno državno obveznico, dobite inflacijo plus 0,2-3%. Sem prišel za nalaž pogledal. 0,2-3%. Torej, to ni veliko. Torej, dobite v bistvu nazaj kupno moč, pričakovano kupno moč pa kavico. Tako rekel. V Ameriki je ta številka 2 pa nekaj. In glede na zgodovino je pa 2 pa nekaj neko neutralno območje. Torej, če jaz vas vprašam, koliko bi radi imeli donosa, da mi posodite denar za 10 let, pa jaz vam ga bom 100% vrnil, ker sem država nemška ali pa ameriška, boste verjetno rekli, da nekaj več bi pa že želeli imeti nazaj. Torej, jaz bi rekel nekje od 2 pa do 4% je neka pozitivna taka, da bom zadovoljen. Med 1 pa 2, ok, v redu, pod 1, vidite pa težko prodali, da ne vrčujem, mogoče bom rajš potrošil. Razen Slovenci. Slovenci vrčujejo tudi pri 0 ali pa pri kakšni negativni obrestni meri. Slovenci so ekstremno pasivni, tako kot centralna Evropa. Skratka, smo pasivni, ker premalo skrbimo za svoje premoženje, tako bom rekel, in držimo denar na banki, čeprav je 0 in ignoriramo, da je inflacija 10%. Ampak eno leto predtem je bila, mislim, da 4,9, pa bila 10,2, 10,3 in zdaj lani 4,2, če se ne motim. Ne me držati za besedo. Ampak skupaj je 20% v 3 letih. Če ste imeli 100.000 evrov 3 leta nazaj, imate danes še, ne morem reči čez prst, malo čez 80.000 evrov. To pa je razlika. Pa če meni ne verjamete, da je tako, poglejte, koliko je bilo cena stanovanj v Ljubljani takrat, pa koliko je danes. Pa boste ugotovili, da še toliko nimate več. Tako da preračunamo kvadratni meter rabljenega stanovanja. Recimo. Tako da to je resen strošek, tako da je treba s svojim premoženjem malo bolj biti, bom rekel, odgovoren. So druge možnosti, boljše možnosti, kot puščati denar na bank. Prej sva že rekla, recimo ta nov mrežninski sistem. Je še kaj takega, kar vas čist, kar se tiče slovenske ureditve, zakonodaje, odločitev vlade in politike, posebej ovira? Rekli smo,
Izrael ste omenili, ste rekli, v bistvu ne glede na to, kaj se dogaja, tam 1 milijon plus ljudi strada, vam se to na naročilo tako rekoč ne pozna, ne? Se vam pa zelo pozna, kaj se dogaja v slovenskem poslovnem okolju. Kaj je tisto, kaj vas v tem trenutku najbolj ovira, česa ste najbolj pesimistični? Kaj me ovira? Rekla bom, ovira nas nič ne, zaradi tega, ker kjer je volja, tam je pot, mi se ne damo kar tako, ampak bi nam bilo pa mnogo lepše, znatno lažje bi šlo, če bi vladajoči vedeli, da je treba za to, da denar pride v proračun, nekaj narediti. In da bi nas razbremenili, pa ne govorim zdaj, da bi šlo v minus države. Cesarju, kar je cesarjevega, se nam tudi veliko da, ampak trenutno so pa mal požrešni. Če bi se samo malo davčna politika spremenila, da bi ljudem več ostalo, mislim, da bi pod črto vsi živeli bolje. Ne na račun dodatnih obremenitev gospodarstva in ne na račun zmanjšanja dotoka v proračun. Ampak prerazporediti je treba enakomerno. Mislim, pač v gospodarstvu vsi vemo, da je za to, da nekdo neko stvar naredi, potrebuješ, ne vem, človeka ali dva. 20 rezervnih ne bo noben najel. Ne? Ja, to je moja vzporednica za javno upravo, na primer. Jaz bi srčno rada, da moji ljudje dobijo veliko več, pa ne samo moji, mislim, vsi si zaslužijo več. Zdaj pa v zdravstveni sistem plačujemo denar, storitev ni več na nivoju kot pred leti, to vsi vemo. Ampak tu je samo ena beseda tista, ki mislim, da bi rešila svet, organizacija. Ni premalo zdravnikov, ni premalo medicinskih sester, ni premalo sredstev, ampak malo se je treba organizirati. In če bi en lep slovenski rek je, da je treba najprej pred svojim pragom pomest, ne? Bi bila zelo vesela, če bi v Ljubljani najprej pred svojim pragom začeli pometati, pa nam nalagali dodatna bremena. Ker mislim, da mi imamo pometeno. Vprašanje za vas, zdaj že nekaj mesecev se razmišlja o nekih novih oblikah ureditev podjetij, recimo v tej tako imenovani vitki delniški družbi, ki bi lahko pomagala predvsem startupom oziroma podjetjem na začetku, potem ministrstvo za delo ima nek svoj predlog, kjer naj bi bilo bolj v smeri nagrajevanja delavcev, ne nujno samo v startupih in podobno. Bi to kaj od tega vam pomagalo, tudi recimo pri nagrajevanju zaposlenih v končni fazi, ne? In date neko delniško opcijo oziroma karkoli. In pa tudi za privlačnost Slovenije kot države za visokotehnološka podjetja, saj kar se startupov tiče, tudi kar se tiče davčne politike, je recimo Hrvaška, ki je le malo stran od nas, bistveno bolj zanimiva in ugodna. Se vam zdijo to koraki v pravo smer, je to nekaj, kar bi vam pomagalo? Mislim, sigurno bi pomagali, ker smo že sami gledali, kaj bi lahko naredili, da bi, torej, ja, pač plače so malo nižje kot v korporativnem svetu, ne? Da bi pač ponudili zaposlenim opcijo delnic oziroma deleža v podjetju, ampak zelo težko je to narediti pač na praktičnem primeru, no? Mislim, ok, mi smo startup, se ukvarjamo, da bi rastel biznis, hkrati pa je toliko birokratskih zahtev, da bi mi to uredili, da bi zaposlenim ponudili delež, da ja, razumem, zakaj določeni startupi grejo na Hrvaško, pa tam uredijo, pa tudi davčno, ja, se mi zdi, da v 2 letih je že davčno vse urejen, če dobijo delež. Pa tudi Nizozemska dosti privlačna, mislim, dosti evropskih držav je zgliza tega privlačnih, ki lahko zaposlenim ponudijo deleže v podjetjih, pa mogoče ne rabijo to konkurirati s plačo. Tako da, če se bo karkoli na tem naredili, bi bilo super, ja, da ni toliko birokratskih zapletov, pa tudi da je enostavneje. Ste kdaj razmišljali, da bi odprli podjetje ali pa podružnico na Hrvaškem, v končni fazi recimo do 1 milijona prihodkov, minimalen davek od dobička, tudi potem
nižji davek na dividende, kar nekaj teh davčnih ugodnosti, hkrati so se pa tudi plače v zadnjem letu, tudi v javnem sektorju, tudi v zdravstvu, tudi pri njih bistveno zvišale in ni več take strašne razlike med povprečno plačo v Sloveniji in na Hrvaškem. Ja, mislim, razmišljali smo že marsikaj, ampak na koncu, pri naših prihodkih se ne splača. Razumem pa, zakaj večja podjetja počasi migrirajo v tujino, ker oni imajo pač sredstva, da dejansko lažje to prestavijo. Zdaj nam se ne splača za te prihodke. Bi bilo fajn kot startup, da ti kaj dobička tudi ostane. Ali pa da lahko, mislim, ko gledam kot startup, ko rastemo, bi vsak evro prav prišel, da ga lahko reinvestiramo. Zdaj, če damo državi pač teh 20%, kar nam ostane, sam državi, težko rastemo. Mislim, s krediti si moramo pomagati. Tako da pač razmišljali pa smo, da je prestavili, mislim, Zagreb 1 ura vožnje. Ravno zato, ne? In ne bi bili verjetno edini. Ja. Če pogledamo zdaj na celotnem tem, pa se osredotočimo vse na evropsko in slovensko gospodarstvo, kaj je tisto, kar nas v tem trenutku najbolj bremeni? Rekli smo, obrestne mere, odvisno kako jih pogledaš, so visoke ali niso visoke. Inflacija, spet, glede na to, da smo se navadili na 10, je zdaj tale okrog 3, slovensko oziroma evropska, naša malo več, una malo manj, tudi že čisto sprejemljiva. Ugotovili smo, da razne vojne in spopadi nas skoraj da več ne ganejo, nekaj, kar smo mislili, da bo velika težava, zdaj je samo še nekje na poročilih in ti gre mem. Politika dela svoje, ampak na koncu ugotovimo, da gospodarstvo kljub neumnim odločitvam nekako živi in najde rešitev iz vseh teh nebuloz. Kaj je vseeno tisto, kar nas najbolj bremeni, oziroma kaj bi bilo treba spustiti, da bi kot država, kot gospodarstvo, kot ekonomija lažje zadihali? Zdaj bom tako rekel, delniški trgi so precej navdušeni nad zmanjšanim rizikom, ki si ga ravno kar omenila. Torej, glavni problemi niso tako veliki, kot so bili. Dajmo tako začeti. Kaj bi rabili v Evropi pa v Sloveniji? Zdaj, če probam biti malo strateško. Torej, mogoče organizacija, ampak z vidika učinkovitosti. Učinkovitost ukrepov je tista, ki bi mogla biti ciljana, ne pa ukrepi kar tako. Torej, ko je nekaj narejen, v mojem poslu se meri donos. V kakšnem drugem, ne vem, se meri mogoče dostavljeni izdelki, ne vem, naročila, ne vem, karkoli že. In podobne metrike bi bilo treba imeti tudi za kaj drugega. In rezultat tega bi bil mogoče kakšna drugačna odločitev, predvsem pa malo bolj premišljena odločitev. Če imate nek meter, pa z nečim zmerite, potem je mogoče odločitev malce bolj premišljena, racionalna in ima nek fokus. Če pa vse na osnovi nekega ad hoc razmišljanja in neke ideologije, potem je pa danes tako, jutri je drugačne, ne vemo čisto dobro, zakaj je. In potem tisti, ki to gledamo, smo precej zbegani ali pa nehamo gledati kot finančni trg, kot gospodarstvo in pač vzamemo to kot dano in gremo dalje. Za konec vprašanje za vse tri, saj kar se tiče številk, je bilo leto 2023 tako, da se je na koncu, ko si šel pogled napovedi in realizacijo, ugotovilo, da v bistvu skoraj da nobena napoved se ni uresničila. Leto je bilo bistveno boljše v vseh pogledih, kot smo mislili, da bo. Kar se tiče cene energentov, kar se tiče recesij v posameznih državah, obrestnih mer, vsega. V glavnem, delniški trgi pa itak popolnoma neka druga slika od pričakovanj. Za vse tri vprašanje, kaj torej pričakujete od letošnjega leta, bo boljše ali slabše od leta 2023 in ali ste zdaj po prvih skoraj da že 3 mesecih kakorkoli prilagajali poslovne načrte? Vedno se dela konec leta, takrat imamo ene podatke, zdaj so se 3 meseci že skoraj da odvrteli. So te 3 meseci boljši ali slabši? Torej, kakšno bo leto 2024? Mi po prvem kvartalu še ne moramo čist jasno opredeliti leta, ampak srčno verjamem, da leto ne bo slabo. Pa mislim, da bom kar te delniške polletne napovedi fejs poslušala, pa verjela, pa vsem razlagala v njih, da se bo popravilo. Ne, leto se bo popravilo.
nikoli ni tako črno, kot najprej zgleda. Zaniha pa. Vse kroži in malo je treba iti gor, malo je treba iti dol. So pa danes cikli bistveno krajši, kot so bili včasih. Zdaj imamo iz leta v leto skoraj nekaj nepričakovanega, ko že misliš, da si isto najhujšega, te pa nekaj novega udara. Sam se mi zdi, da smo vedno tudi bolj odporni. Torej za vas je leto 2024 leto, ki se ga veselite, boste rasli, boste? Mislim, mi zelo optimistično gledamo za naprej, tudi glede na ta kvartal imamo dober občutek na rast, da bo boljša kot lansko leto. Torej dobro leto za vas. Ja. Če pa mi da pogledava malo bolj makro za vse nas, glede na to, da imamo lih toliko, da ne pogajanj z vseh 46 sindikati v javnem sektorju, pa še kup drugih težav, pa geopolitične napetosti, ki sicer jih nekako malo poskušamo odmisliti, seveda pa jih popolnoma ne moremo. Bo letošnje leto dobro za vse nas? Mislim, jaz sem bolj doma na finančnih trgih, torej delnice, obveznice, naložbe. In lansko leto je bilo fantastično. Letošnja 2 meseca sta bila še 2-krat boljša. Tako da z tega zornega kota težko rečem, da zdaj od tukaj naprej bo pa vse slabo. Vidimo pa številna tveganja, seveda. Vidimo, da je močen optimizem prisoten trenutno na delniških trgih, skoncentrirano določene sektorje. Ja, in zdaj, če nisi v tem sektorju, potem si izven tega. Recimo Kitajska je zelo slaba zgodba, Gucci, ki prodaja tja in Kering, ki je lastnik blagovne znamke, je utrpel izgubo. Torej, recimo luksus, ki se prodaja na Kitajskem, zelo nedonosna zgodba. Luksuzni Mercedes električni na Kitajskem, nekonkurenčni in tako naprej. Po drugi strani pa vidimo vse, bom rekel, tiste dobre stvari, ki smo jih prej omenjali, predvsem ni nevarnosti na domači fronti z obrestnimi merami, za ceno energije, za širitvijo vojaških spopadov in to poganja optimizem. Če pa dodamo še umetno inteligenco, ki bo vse naredila namesto nas čez 2 leti, potem smo pa sploh dobre volje. Oziroma, če pogledamo ključne naložbe iz tega sektorja, kot Nvidia ali pa Meta, torej Facebook, od ta velikih in številna podobna manjša podjetja. Apple pa trenutno v velikih težavah zaradi regulatorjev. Apple čist druga zgodba, problem njihovega Apple Stora in v bistvu, bom rekel, Skratka, njihov model je zelo, bom rekel, monopolen in ta model je že ves čas na udaru. Hkrati proizvajajo na Kitajskem, kar ni zaželeno v Ameriki trenutno. In tako naprej. Tudi Intel ima težave zaradi Kitajske. Generalno kitajska proizvodnja trenutno v zahodnem svetu ni najbolj zaželena stvar. In je eden od rizikov, ko ocenjuješ podjetje in mu probaš dodati neko ceno, vrednost. Bolj zaželeno je trenutno strani evropske pa ameriške politike, da ste bliže domu. Tako da tukaj nekje smo, a bo dobro leto, zaenkrat kaže, da bo dobro leto na finančnih trgih, to pa v bistvu posledično implicira tudi, da bi moglo biti solidno leto za gospodarstvo, realno gospodarstvo. Končajmo s tem optimističnim delom, napovedjo. V končni fazi je pomlad, je sončno, je toplo, narava se prebuja, kar v nas vsekakor zbuja nek optimizem. Tako da hvala lepa vsem trem za vaš čas in verjamem, da še ene parih bomo naredili tudi brez umetne inteligence in se bomo še v živo pogovarjali v naših podcastih o tem, kaj je dobrega in kaj je slabo. Torej še enkrat hvala lepa. Z veseljem. Hvala za povabilo. To je bil še en podcast SBC Aktualno. Vabljeni seveda k ogledu, poslušanju in pa srečno do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.